Na razstavi v galeriji Vžigalica predstavljam najnovejša dela iz cikla Avantgarde, na katerem delam že 9 let. Razstava združuje virtualna okolja, avatarje, audiovizualna dela in prostorske elemente, ki izhajajo iz moje dolgoletne prakse dela z digitalnimi svetovi. Zanima me, kako lahko ti svetovi postanejo poseljeni, ne le vizualni, temveč čutni, relacijski in izkustveni. V zgodnejših delih razstave se pojavljajo virtualni organizmi in hibridne entitete, ki nastajajo s pomočjo kode, zvoka in 3D oblikovanja. In ta bitja se skozi čas spreminjajo, se ponavljajo, se razvijajo kot nekakšni prototipi digitalnega življenja. Dela so bazirana na mojih dolgoletnih izkušnjah raziskovanja virtualnih skupnosti in različnih okolij, vse od Second Lifea do Sansara, VRChata in tako naprej, kde sem tudi več let organizirala dogodke v mojih virtualnih inštalacijah virtualne resničnosti. Poleg tega tudi raziskujem, kaj se s tehnologijo in razvojem na splošno tehnologije v povezavi z računalništvom dogaja in informacijskimi tehnologijami. Tako da me predvsem zanima vsakdanja izkušnja ljudi, ki ne glede na to, ki so tudi kot jaz, prisiljeni uporabljati sisteme, ki nas zelo omejujejo, ki uporabljajo naše delo, naše podatke za lastno korist, uporabljati vse te sisteme, da bi vse našli nekakšne prostore svobode, prostore za raziskovanje, druženje in eksperimentiranje z eventualno različnimi identitetami in z razmišljanjem o tem, kaj pravzaprav lahko danes ustvarimo skupaj pri teh poskusih ustvarjanja novih skupnosti na spletu. Na razstavi predstavljam več manjših serij, ki so kot nekakšni fragmenti različnih sfer avantgardena, ki so vedno povezane kot nekakšni fraktali, tako da lahko z zoomiranjem in oddaljevanjem lahko kot opazovalci tudi premišljamo o različnih temah, ki so recimo fokus določene sfere. Razstava se začne s serijo črno-belih študij avatarjev, ki so inspirirani s različnimi mitologijami, ki so zame zelo pomembne in tudi za celotno strukturo avantgardena kot ogromnega cikla, ki je vedno baziran na zgodbi, ki je recimo vezana za generiranje vrta in strukturo vrta kot recimo bazo za razvoj skupnosti in tudi recimo prvih namiznih iger, ker je vedno v centru bila voda in potem rastline, drevesa in arhitektura, ki je vezana tudi na rekreacijo, ki je ena od temeljnih zadev, ki se v vrtu dogajajo, kot tudi tematika skrbi in razvoja, sodelovanja in sobivanja.
Kot omenjeno, razstava se začne z črno-belimi študijami avatarjev, ki govorijo o teh možnostih hitrih sprememb identitete, pri katerih je tudi velikokrat črpana ideja iz različnih mitoloških zgodb, kot tudi popularne kulture, znanstvene fantastike. Te študije na nek način izzivajo nelagodje, zato ker je vedno pomembno zame podčrtati to, da so za vsemi temi digitalnimi svetovi in sistemi vedno materialne osnove, to je človeško delo ljudi, to so materiali, kateri so uporabljeni v računalnikih in je zame zelo pomembno vedno imeti to paralelo, imeti to navidezno nematerialnostjo digitalnih svetov in celotnim sistemom, ki poganja vse to, vključno z neverjetno velikimi količinami energije, ki so potrebne, da bi poganjali računalniške svetove, ki so istočasno izjemno zanimivi, a tudi so zelo omejujoči in jih pač poganja kapital in finančni interesi. Ne glede na vse to je meni vedno zanimivo, kot povedano, razmišljati o teh eventualnih prostorih svobode in teh začasnih conah, v katerih ljudje lahko sodelujemo, se izražamo, eksperimentiramo in razmišljamo o sodobnih tehnologijah. Po tej črno-beli študiji avatarjev se lahko omenimo cikel triptih videov, v katerih so na strukturi človeškega obraza se nahajajo različne formacije. V prvem primeru videa, ki se nahaja tukaj na steni, se radi o videu oneness, so zbrani segmenti različnih živalskih vrst, ki so trenutno žive na planeti Zemlji. Potem je tukaj video Avant-Gardians. Video predstavlja digitalna bitja, sestavljena iz anatomskih fragmentov izumrlih živalskih vrst. Organizmi, ki se pojavijo v videih, so zgrajeni iz delov teles vrst, ki jih na planetu ni več in delujejo kot nosilci spomina ter kot spekulativna oblika skrbi za izgubljeno biotsko raznovrstnost. In potem je tukaj še tretji del tega triptiha, video Hypermesh, ki je navdihnjen z mikroskopskim svetom pršic Demodex, ki živijo na človeški koži. In ti plavajoči mikroelementi v digitalni obliki, seveda v tem videu okoli obrazov, so neposredna referenca na ta nevidni ekosistem. To delo obravnava identiteto kot nekaj, kar je vedno že porozno, hibridno in v stalnem je preoblikovanju. In so na ta način s temi prašicami tudi narejene te formacije različnih elementov, ki se na človeškem obrazu zbirajo, premikajo in tudi grejo skozi samo kožo v to formacijo celotnega telesa, ker je tukaj zelo zanimivo bilo povedati to, da inspirirana recimo z eno igro, ker ko človek spremeni tako imenovani skin v igri, enostavno spremeni celotno digitalno telo, tako tudi te videi segajo iz površine kože, iz teh grupacij v to, da enostavno preoblikujejo celotno telo.
Naslednje delo v virtualni resničnosti, ki je objavljeno na spletni platformi VRChat, ker je centralni motiv spet en biološki organizem, en od redkih organizmov, ki imajo samo eno oko, tako imenovani copepod v angleščini, če se ne motim, je točen prevod ceponožec, nisem pa sigurna. In ta organizem je tukaj bil inspiracija za en abstraktni objekt, okrog katerega so potem formirane skulpturalne konstelacije, ki nam na nek način nas inspirirajo o razmisleku o tem, kako nadzor kot gledanje, pogled, nadzor v tem primeru lahko tudi vidimo kot nekaj, kar ustvarja to, kar je opazovano. Kot vemo iz različnih raziskav kvantne fizike se zelo govori o tem, kako človek z opazovanjem vpliva na to, kar je opazovano. Tako da vid me tu zanima ne kot nadzor, temveč kot odnos in izmenjava med telesom, med svetlobo in kodo. Potem pa osrednji del razstave predstavlja projekt Biomi. Gre za serijo virtualnih svetov in videodel, naseljenih z bitji, ki spominjajo na lutke, navdihujejo jih zgodnje lutke kot predmeti projekcije in v teh okoljih delujejo kot spremljevalci. Nekatere od teh bitij se pojavijo tudi v fizičnem prostoru in delujejo kot most med virtualnim in telesnim prostorom ter poudarjajo idejo bližine. Predstavljam tudi dva videa, ki govorijo o študijah avatarjev z pogleda nekoga, ki tudi zelo pozorno opazuje in raziskuje popularno kulturo danes, ker je izjemno pomembno razumeti, da ti sistemi, ki nam omogočajo to hitro izražanje in zahtevajo, da se nenehano optimiziramo in posodabljamo, so na nek način tudi izčrpljujoči in preprosto niso to, kar se predstavljajo, da so. Istočasno pa je tudi zanimivo in koristno raziskati te različne možnosti eksperimente in soustvarjanja in sem inspirirana z to zelo kompleksno situacijo, v kateri danes živimo in različnimi paradoksi pravzaprav naredila par, recimo, da poetskih konstelacij, ki so narejene kot digitalni printi na lesu in par videov. Na koncu lahko tudi omenim zadnji virtualni svet, Biomi vrt, v realnem času se sprehaja, torej ta naš avatar, ker je izbrana ta opcija, da se avatar sam sprehaja skozi svet v realnem času, remiksa zvočne kompozicije, ki so vsakič na novo drugače prerazporejene v prostoru in jih ta avatar skozi ta sprehod v realnem času spreminja in vedno na novo predstavi kot zvočni ambient v prostoru. In je mogoče še zanimivo povedati, da razstava kot celota ne predstavlja digitalnih svetov kot pobega, ampak prostor razmisleka o sobivanju, o skrbi in zaznavanju v času, ko tehnologija vse bolj oblikuje naš občutek prisotnosti.
Thank you.